Pozdravljeni v Sencinem podcastu Modra soba, prostorov modrosti, znanja, izkušenj iz navdiha. Z vami sem Maja Megla, naša nocojšnja gostja je Maruša Oblak, igralka, ampak tudi mati, samohranilka, mati posvojene nepalske čudovite deklice. In glavnino tega pogovora bova namenili vsem tem izzivom, ki pridejo seveda v takih razmerah, ampak najprej naj jo predstavim. Maruša Oblak je gledališka in filmska igralka. Že od konca študija je članica ansambla Slovenskega mladinskega gledališča. Sodelovala je v tradicionalnih, eksperimentalnih in avantgardnih projektih, ki so nastali tako v neodvisnih kot tudi v institucionalnih produkcijah. Od sredine 90. let se je ukvarjala s poučevanjem igre in vodila igralske delavnice in seminarje doma in tujini. Režirala je nekaj gledaliških projektov, srečali smo jo tudi v televizijskih filmih in serijah. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja, med njimi Severjevo nagrado. Pred leti sva se spoznali na gostovanju Slovenskega mladinskega gledališča v Mehiki, kjer smo preživeli kar nekaj tednov skupaj, zato se tikava in se bova v tem pogovoru tudi tikali. Maruša je 22. junija leta 2016 pri 50 letih po 4 letih birokratskih zapletov postala mama, takrat 2-letni siroti Ajušri Raj. Torej, Maruša, pozdravljena. Zelo sem vesela, da si se odzvala in prišla v Modro sobo. Igralstvo je vsaj meni izjemno, jaz ga doživljam, izjemno zapleten in zahteven poklic. Tako ga jaz doživljam. Že to, da imate neke zelo trde urnike, dopoldan vaje, zvečer predstave, ob vikendih so lahko predstave, se pravi, da mora biti nek privaten življenje, precej prilagojen te dinamiki, seveda nekih urnikov in nastopov. A lahko malo kaj več poveš o tej zahtevnosti, te vaše zakulisne logistike življenja, o kateri v bistvu mi malo vemo. Vidimo vas na odru, vsi blestite, vsi ste v najboljši formi in kondiciji, ampak v teh težavah, o tej zahtevnosti življenja, o tem zakulisju pa v bistvu malo vemo. Ja, mi smo en tistih poklicev, ki imajo deljen delovni čas. Raven dan smo imeli en kolegi v službi, pa smo se pogovarjali o tem, zakaj so igralci včasih majčkeno zbiti. Zbiti pač, ker če si popoldne ne privoščiš oddiha, vajo končaš ob 2, za predstavo pa moraš biti nazaj recimo po 6, odvisno, koliko je zahtevna maska, ali pa tudi kakšne ure so bolj neobičajne. Moraš znati to energijo pač razporediti čez dan, ne. Je pa res, da meni ni treba, jaz ob 8 otroka oddam in do 10 rečem temu, imam svete ure, jaz ob 10 šele začenjam delati, ne. In če si ta čas dobro izkoristiš zase, sta ti te 2 uri v bistvu podlaga za to, da lahko zdržiš do zvečer. No, ampak vse ni treba pač imeti res nek, kako bi rekla, zelo pozorno razporejen urnik, da je pozorno razporejena energija. Mi ostali ljudje popoldne vse 4 lahko damo od sebe, sploh pa zvečer, ko smo malo utrujeni, vi morate biti ravno nasprotno, zvečer najbolj osredotočeni, v najboljši formi, bleščeči, ne, ravno obratno kot vsi ostali, ki seveda zvečer začnemo že na pol počivati ali pa uživati, ne. V tem smislu jaz doživljam to zelo zahtevno, ne. Sej po tej karanteni je bil povratek precej težek, jaz prej tega nisem tako dojemala, ne, ampak med karanteno je bilo vse skupaj zaprto in sem jaz to prvič v življenju doživela, kaj to pomeni svaljkati se po kavču zvečer pred televizijo, in dobre in slabe plati tega, da je v bistvu strašno monotono. Zelo kmalu sem ugotovila, da je to tako zelo, da postaneš kar malo odvisen od tega, pa da je najboljše, da se lotim starih dobrih knjig
ki me gledajo tam dol s polic že nekaj let nedotaknjene, ne? Odkar sem bila mama, je bilo bolj malo časa. Tako da ne bom rekla, da je to slabo, je pa moraš biti pa zelo trezen, ne? Trezen pri tem, kdaj, kaj lahko. In recimo, ko si tik pred premiero, sigurno ne bom šla zjutraj laufati 10 kilometrov, ker vem, da bom morala do 11 zvečer biti budna, pa zjutraj spet ob 7 vstati. Ne? To pomeni, da mi bo že tako noč malo kratka. Ker preden se umiriš, zvečer pa da zaspiš, ne? Pa če imaš majhnega otroka, pač nimaš kaj. Pač moraš 6 urami in potem to energijo razporediš. Jaz mislim, da je treba biti zelo prijazen s svojim telesom. No, jaz sem ena tistih, ki so malo obsedene z zdravo hrano, pa z gibanjem, ampak točno vem, zakaj. Ker če ne bi bila tako špartanska v bistvu vsem tem, bi ne zmogla na trenutke, bi preprosto ne zmogla. Ampak je Maruša tako, da v bistvu terja to eno in psihično in fizično kondicijo? Ja, absolutno. Pač Gledališče terja, čeprav mogoče ne zgleda veliko fizično kondicijo. Reče včasih, pa zakaj si skozi v teniskah privat? Pravim, zato, da malo noge odpočijem. Bila sem 21 let skozi v visokih petah. Ampak to ni tista 1 ura predstave ali pa 2 uri predstave. Tu so meseci, ko vadiš predstavo in ko te režiser hoče videti v visokih petah. In niso priljudne. Ne zavidam poslovnim ženskam, ali pa to samo v filmih, laufajo okrog cel dan z vitkimi gležnji v visokih petah. To je res nehumano. To je recimo nekaj, kar nisem nikoli pomislila, da vi hodite v visokih petah na odru in v privatnem življenju, v udobnih teniskah, medtem ko ljudje ravno obratno hodijo čez dan visokih oziroma v bolj komod čevljih in pol pridajo na te predstave urejene v petkah. Ja. No, tam se srečamo vsi strašno našpičeni. Maruša, to me zanima, kako igralci rešujete oziroma kako se spopadate s tem, da lahko čez dan recimo čustveno ali pa kakorkoli celostno mentalno pač doživljate neke stvari, recimo lahko se vam zgodijo neke težje, čustveno težje, lahko celo tragične neke okoliščine, potem pa imate zvečer predstavo, ki je komedija. Kako, s čim naredite ta preklop, da iz teh nekih hudih notranjih turbulenc lahko tako odklopite, da pač, ko pridete na oder, da ste drugi vi? S tehniko. Tukaj bom mogoče malo demistificirala umetnost, ampak glede na to, da sem dosti poučevala, tudi sem vedno rekla učencem, ne bom rekla zdaj študentom, ker sem v glavnem poučevala ljubitelje, ljubiteljske igralce ali pa šele študente, recimo v tujini študente igralstva, da to ni noben bav. To je tehnika kot vsaka druga. Ti imaš orodje, o tem je veliko napisanega, pa glede na to, da se ti tudi z jogo ukvarjaš, pa da smo se o tem veliko pogovarjali, v bistvu je igralsko orodje zelo podobno raznim meditativnim pa relaksacijskim tehnikam. Zelo podobno. In tako kot telo pri recimo jogi ve, da po 10 minutah asan ali pa ne vem, vdih, izdih pride v neko stanje, kjer nekako zamrzneš, pa prideš v globje plasti zavesti, isto se moraš naučiti v umetnosti, po mojem, v katerikoli umetnosti. Najdeti tehniko, s katero se odlepiš od banalnosti sveta, od profanosti, ki te obkrožajo, in si samo še medij. Ti daš input, to je moja vloga, to je moj mehanizem, to je moj inštrumentarij, tako so me oblekali, tako so me postavili. Jaz sem si izmislila, kako ta človek čustvuje, ali pa tudi, če ni zdaj nek karakter fiktivni, kdo sem, ker jaz zelo ne maram biti Maruša privatno v odru. In potem odpreš prosto pot imaginaciji. In imaginacijo doživljam kot nekaj, na kar pa jaz res nimam vpliva. Jaz lahko omogočim prostor imaginaciji
In to je isto tako je v bistvu kot pri meditaciji. Aktualni dogodki, ja, so kakšni strašno tragični, ampak bi prej rekla, da te fizično najejo, igralce prej fizično najejo, mi prej fizično zbolimo, kot pa da bi čustveno omahnil, pa da bi začel, ne vem, zaradi smrti ali pa ločitve sred predstave jokati. Prej se mi bo zgodilo, pa marsikjermu kolegu, da bom dobila tako pljučnico, da bom obležala. Da bo telo postori. Kolapsne, čustva so pa vedno tako, ne bom rekla nadzorovana, ampak z njimi rokuješ, kot violinist s svojo violino, pa strunami, ali pa slikar s čopiči, pa s barvami, da nam zdaj koga spustila, pa mu naredila krivice. Pač tehnika je, ni tukaj neke blazne mistike v biti igralec. Ja, za vas, ki ste, za nas, ki gledamo, saj ne bom zdaj pospraševala na vse, no, ampak zdaj tukaj v svojem imenu govorim, ki gledam od odzuni, meni se zdi to res izjemno zahteven poklic, tako da vas zelo občudujem, ko to počnete, res. In recimo eno od teh stvari je tudi to, da si morate zapomniti, ne vem koliko strani nekih besedil, ne, in kaj, če si polno angažiral v smislu, da vzporedno igraš več predstav in šaltaš iz ene v drugo, iz enega besedila v drug besedil, to je tudi precej zahtevno. In a obstaja tudi kakšne pač načini in tehnike, da si pomagate, recimo en igralec mi je rekel, da si on pomaga z gibi, ne? Tako, da se pač vedno na enak način premika in ko se premakne, ga spomne to na tisti del besedila. Nekako možgani se privadijo na ta način, da povezujejo. Ne? Ja, povezujejo okoliščine. Ja, dostikrat, kakšne predstave pri nas v Mladinskem, pač dolg nismo imeli sploh abonmajskega sistema in se je zgodilo, da kakšna predstava se 4 leta ni igrala, pa je bila pa naenkrat povabljena na kar nekaj poti in smo jo obnovili. In če smo se igralci usedli za mizo, je marsikateri med njimi, no jaz moram reči tok, pri tem imam pa res srečo, tok, možgan je še fit, očitno. So bili mrzli, igralci so bili mrzli, čakaj, kje je tekst, kaj že bilo, kako začne prav smelo in potem ga nekaj vstavi. Ko smo šli pa na oder, je pa ta mehanika mizanscene plus teksta, torej odrskih premikov, poti, ki jih imaš opraviti, ali pa igre s predmetom, ali pa samega odnosa s človekom, je vrnila iz nekega predalčka. Kot moja Tamara reče, ta predalček imam pa še, ta predalček za palačinko je pa še čisto prazen. Ne? Tako da je tekst vsak v svojem predalčku, zmeraj je kakšen predalček, ki je še čisto prazen oziroma je poln, pa ga odpreš, pa si postrežeš, ne? Čeprav zgleda, da je že vse zasičeno. Ni. Mislim, itak to vejo več biologi, pa antropologi, koliko procentov možganov mi zgolj uporabljamo. Ti kaj pa trema? Recimo, to je tudi nekaj, kar me je presenetilo, ko sem se pogovarjala z različnimi igralci, seveda me je zanimalo, zelo sem bila firpčna, kako se s tem soočate, ne? In moja predstava je bila ta, da trema s časoma ne samo popusti, ampak izpari, zato ker pač to počneš iz meseca v mesec, iz leta v leto in to izpari. No, glavnina kolegov tvojih so mi rekli, saj te, s katerimi sem se pogovarjala, da to ne izpari, ne? Da je pač nekaj, kar je vedno prisotno in zdaj nekateri to doživljajo lahko precej dramatično, kakšni drugi doživljajo kot tak konstruktiven, kreativni nemir, ne. Tudi jaz, ko pridem na snemanje teh pogovorov, predtem doživljam ne tisto tremo, ki je bila neprijetna, ampak ta radovedni nemir, kaj bo, kako bomo potovali skupaj z pač gostom, ne. Se pravi, bolj ta kreativen nemir, ni pa nevtrala, ni to, da bi bilo čist nekaj nevtralnega, sploh ni. Torej, kako ti to doživljaš?
Ja, precej hudo, no, mora biti, da bi bilo čisto nevtralno. Mora biti pa predstava zelo vodoravna, bi jaz rekla, pa ti samo nek izvrševalec, trobilo kakšnih idej, da bi jaz lahko šla tako, briga me, ne. Meni je že prej sem omenila, jaz Maruša prav ne rada, pa so me klicali v določenem obdobju stalno zelo radi, da bi ali vodila kakšno oddajo ali pa podelitev, ne vem, športnik leta, pa tako ne vem, zakaj sem prišla na tapeto, takrat mogoče sem bila, ne vem. Nekdo je nekomu rekel, pa ta je rekel naslednjemu, pa so se zmeraj na Marušo spomnili. Sem rekla, vi ne veste, kako je to meni težko. Ni denarja, ki bi to plačal, da stojim tam, da se moram privat obleči, našminkati in stojim tam pred 300 ljudmi in berem tekst, ki ga je nekdo drug napisal. Kako? Ne vem. Pač, ker sem to, kar naenkrat sem jaz in jaz sem ranljiva. Ne? Jaz zato vedno govorim overall, ne, se temu reče sicer iz ene gledališke tehnike. Ko imam jaz overall, ko imam karakter čez sebe, pa tudi, če bi mu bilo ime Maruša, pa bi imel tudi meni zelo podobno zgodbo. Sem jaz varna. Jaz sem samo medij tega karakterja, ki ga, ne maram besede, predstavljam, ampak ja, ki ga prezentiram, ki ga utelešam. Tako da trema se Se lahko je tudi... zelo redko, ali je pred odgovornostjo, strah pred odgovornostjo. Imaš režiserja, ki ti še minutko pred premiero pride nekaj povedati in je pol res že trema pred tistim, da ga boš razočaral, ne? Ker te tako vso svobodo ti vzame, ne? Ker ti še nekaj v uho tuli, ko si ti že v nekem poduhovljenem stanju priprave in pripravljen, da se mehko spustiš na oder in začneš leteti, kakor pač boš letel. To je meni recimo strah pred odgovornostjo, to me, kaj pa sem napade. Pa včasih, ko vem, da mi je kakšen košček se tako dobro posrečil, recimo s petjem je tako, ko v petju sem veliko pela, rada pojem, nisem zdajlečne pevka, tako suverena. Tam sem včasih tako mokre roke dobila, da ko sem vedela, da en košček sem tako dobro zapela nekoč in danes nisem sigurna, če ga bom, ne. Od spodaj pa sedi Diego Barrios Ros, naš vocal coach, ne, pač učitelj petja in voditelj v procesu in še čutim njegove učke na sebi. Takrat pa je trema, pa smo spet pri odgovornosti. Drugač pa ne, kot igralka pa res lahko samo uživam, se mi zdi. Ampak recimo, kaj pa če bi tako obrnila, naprimer, te povabijo voditi neko karkoli in iz tega narediš vlogo. Ja. Skratka, preliješ se v neko vlogo, ki jo odigraš za neke ljudi, ki pač to poslušajo, spremljajo ali karkoli. Ja, tako sem si pol poenostavljala stvari, ampak mi je bilo vse mučno. Mislim, preoblekla sem se 15-krat, stala sem pred temi oblekami, ki so zgolj za včasih. Se z ene v drugo dejala, ne vem, v današnjih časih, mogoče to je bilo 20 let nazaj, recimo, imaš mogoče visažistko, pa ti ona da, pa ti zbere. Ampak jaz pa že samo to odgovornostjo, da si moram zbrati, kaj bom oblekla, pa se sama našminkati, pa lase urediti. To mi je bilo hujš, kot da bi imela v enem tednu 2 različni premieri, presežem. Tako drago je bilo. No, Maruša. Lej, kot igralka si delala s celim kupom režiserjev, ne? Živadinov, Taufer, Lorenci, Pograjc, Miller, a sem koga spustila, Diego Debreja, ja. Zivico, ja, Buljanom. Z Janom Fabrom, ki je trenutno popularen. Ja, Fabrom. Tako, zanima me, saj bi te vprašala, s katerim je najljubše ti delati, ampak te ne bom, zato ker je to tako nekorektno vprašanje. Ampak bi te pa vprašala, ker ne moreš to tako, ne. Bi pa te vprašala, recimo, kaj so tebi odlike nekega dobrega režiserja, recimo. Odlike, ne, način, na katerega dela za igralce ali pa način, na katerega se loteva obdelave nekega besedila ali, ne vem, zmožnost, kako celostno
celostno lahko vidi, to se pravi scenografijo, kostumografijo, igralca, muziko, besedilo, skratka, kaj, ali pa še kaj drugega, ne vem, ampak kateri ti elementi so ti ključni za dobrega režiserja? Bom omenila še 2 imeni, ker sem zdaj pomislila, sem kar tako cel filmček se mi je odvrtel, pa še Divjak, pa Janežič bom zraven dodala. Vsi so zelo različni, pa vsi so, z vsakim je bilo po svoje odlično, po svoje pa težko, ne. Žal mi je, da nisem z več ženskami delala. Delala sem z Nino Rajić Kranjac, mi je bilo super. Drugače pa komaj kaj na filmu, no, pa v serijah. Režiserji, veš, katera lastnost mi je dragocena? Spoštljivost. Sliši se mogoče malo konzervativno, ampak v našem poslu je toliko emotivne neodraslosti, ki je del kreativnosti, ne? Mi smo svobodni in zato smo lahko neukročeni. In odkar sem mama, šele vidim, slišala se bo grdo, ampak koliko mojih kolegov, tudi igralcev, seveda režiserjev, koliko gledaliških ustvarjalcev je v bistvu čustveno starih 3 leta. Prav nič več. Glej me. Yes. Ne? In to je odlika, hkrati je pa pekel za vse okrog sebe. Iz tega so lahko zelo senzibilni in igrivi in svobodni in pogumni in vse, tako kot otroci so, se pravim, odkar sem mama, vidim ta ego sistem, ne? Egocentrični sistem. Imam tudi teorijo, da karantena iz vseh naših otrok naredila, iz nekih socialnih bitij je naredila neke centre, osončij. In zdaj, ko jih spet nekako socializiramo, smo vsi starši precej zmatrani, ker se je cel svet vrtel okrog njih. In skratka, če je človek star 3 leta, ne, otroci so ljubki, so lahko srčkani, so lahko inspirativni, lahko te pa ubijejo, ne, lahko te pojejo celega s kožo in kostmi. Ne. In če bom rekla, kaj je najlepša lastnost, je ta, da ima v sebi eno odraslost, pa odgovornost, da svoj posel naredi sam, brez da bi se igralec mu moral biti in mama, in poslušalec, in imaš režiserje, ki bolj nastopajo, kot mi tisti, ki smo na odru, ki ti vse odigra 10-krat, da na koncu sploh več ne veš, koga igraš, da v bistvu sam njega igraš. Tako da tisti, ki so spoštljivi, pa znajo obdržati neke vrste treznost v tem, da so glavni, ne? Vendarle je režiser tak, ki odloča in katero vlogo boš imel in v kakšnem obsegu boš na odru in do koliko daleč boš šel. In tudi kako jo boš obarval to vlogo, ne? Pač te barve. In mislim, da z eno spoštljivostjo se začne in tukaj sem imela kar nekaj lepih izkušenj. Res, in zdaj bom rekla za Jana Fabra, to mi je bil en najbolj spoštljivih odnosov, ki jih je kdo imel kdaj z mano na odru. On je dal težke naloge, dal nam je čas, pripravili smo stvari, mu jih pokazali, z dramaturginjo sta najprej med sabo podebatirala, potem sta pa na spoštljiv način rekla, katere kvalitete sta prepoznala, na čem želite, da naprej delaš, pa si spet dobil čas. Ves čas. Ko smo šli jesti, pa smo se družili od jutra do večera, ne, 6 dni na teden. To je bilo kot neka komuna v bistvu. Začel se je z jutranjo jogo, nadaljeval z zajtrkom in takoj na vaje. To je res bilo od 9 zjutraj do 10 zvečer. Samo to bi dodala za tiste, ki ne vejo, ne, zato ker te, ki naju poslušajo, mnogi ne vejo, ne. Jan Faber je belgijski režiser, ki je bil v 80-ih v Sloveniji, že je gostoval z gledališkimi predstavami v Cankarjevem domu. Ko smo jih gledali, smo vsi padali na rit, če ne bi na stolu sedeli, bi pa pač padali s stola, ker so bile res drugačne, vizualne perfekcije, bi rekla. In on je bil tudi potem zelo vpliven, sploh v slovenskem prostoru. Veliko
ustvarjalcev je odšlo k njemu v Belgijo in z njim sodeloval, to se pravi, to je bilo eno izjemno intenzivno ustvarjalno sožitje in ti si delala z njim pol leta, se mi zdi, ne? Kot del koprodukcije, v bistvu sem šla kot članica Mladinskega pa Sandi Pavlini. V Salzburgu ste na Fešpilerju nastopali. Premiera No, in potem pač po vsem tem, on je tudi izjemen prodoren pač vizualni ustvarjalec, tudi piše drame, v Benetkah, na Beneškem bienalu je tudi ogromno krat bil razstavljen. No in pred 2-3 leti ga je 18 sodelavk v njegovi gledališki skupini obdolžili spolnega nadlegovanja in aprila je bila, to se pravi zdaj mi snemamo to v maju, to je bilo pred dobesedno 14 dnevi, je sodišče odločilo, pač da je kriv in mu naložilo 1,5 leta kazni s tem, da jo ne bo odslužil v zaporu, kakor sem razumela. No, in zdaj Maruša, ki je bila z njim, ima pa pač drugo izkušnjo njega, ki je pa izjemno pozitivna. In mogoče sem malo zašla. Ja. Nisi zašla. Začela sem s spoštljivostjo, čeprav se sliši, pravim, konzervativno, ker gledališče ne bi bilo polno norosti, norčiji, radosti, sproščenosti, ampak 20 sproščenih 3-letnikov vemo, kako izgleda soba potem. Nekdo mora imeti vajeti, zaradi tega jaz imam zelo rada. Ali pa, če so že toliko nori, da pa imajo vsaj zelo trezne sodelavce, dramaturge, scenografe, ali pa žene doma. Ti si na 3 predstavah si tudi ti prestopila iz igralke v režiserko in 3, ne? Pa še 4, ne, še ene. No, nekajkrat, ampak je že nekaj časa. No, ampak verjetno predvidevam, tako si predstavljam, ravno zaradi te notranje potrebe mogoče, da si ti taki sanjaš svoje sanje ali pa svojo vizijo nečesa, ne? A je iz te potrebe ali je še kaj drugega? Ja, zato ker so bile ene stvari, ki jih nikoli nisem mogla odigrati, tako bom rekla. In zadnja stvar, kar režiserja zanima, je v bistvu, kaj bi hotela Maruša igrati. Oni imajo svoje vizije in jaz sem samo delček teh vizij, lahko naredim delček tega, lahko prodam, če se smem tako izraziti, delček tega, kar me tare, kar me matra, kar me intrigira v življenju. Ampak sem pa imela ene stvari, ki sem jih morala nekako, nisem jih znala napisati. In pol je tako nekako dobro naneslo, da sem imela kar spodbude, pravzaprav, znotraj gledališča, pa naredi kaj svojega, sej. Pa naredi kaj svojega, če bo v redu, boš pa lahko še odigrala kdaj. Tako je v bistvu prišlo do prvega sodelovanja. 2 si naredila v celoti, v Slovenskem mladinskem gledališču, prvo si pa naredila v sodelovanju z Lutkovnim, ne? Ja. V bistvu si začela s tem, ko sem delala magisterij, takrat so ravno razpisali, to je bilo konc prejšnjega tisočletja. Vem, da sem bila prva, ki je imela magisterij na igri, tako je bilo. Sem prvič naredila nekaj svojega, ker je bilo potrebno in sem bila presenečena, kako gladko je šlo. Štefka Drolc mi je bila mentorica, kar je bilo super, ker ona je zelo igralka, ni bila režiserka in je bil dober spoj, ona je usmerjala moje igralsko delo, jaz sem pa še predstavo skupaj krpala hkrati. In po tistem sem dobila malo krila, tako da je bilo najprej Mary Poppins. Moj otrok je še vedno premajhen, zato to je en najbolj inspirativnih zgodb. Meni je bila Mary Poppins vedno bitje, ki bi ga najrajši v življenju srečala.
Meni pa Pika Nogavička, recimo. Ja. No, in pa sem jele, če bi bila igralka, bi jo pa lahko odigrala. Ja, no, jaz sem pa ja. Mary Poppins bolj enkrat odigrala. Pika Nogavička, ki sploh ni več popularna, pravijo. A res? V te, ki delajo v knjižnicah, ne, Ja. ugotavljajo, kako je pač Pika Nogavička bila junakinja naših generacij plus minus, ne. Ni pa več junakinja teh generacij otrok, ki so zdaj, oni posegajo Ja. po drugi literaturi. Ne. Sam moram reči, da je stvar v prevodih doskrat, tukaj boje, pa to je področje za prevajalce. Ampak mi smo poslušali ene pike, zdaj so pa malo drugačne in jaz, ne, o razliki o letih s hčerko sva že govorili, sem kar malo razočarana, ker sem si sposodila Piko Nogavičko, pa sem rekla, čakaj, pa tega se jaz ne spomnim tako. No in pa sem videla, da je bila cela prepesnjena in meni nekako ni čist izpotegnila. Ampak Moram reči, da kdo nas sem je- jaz, da bi sodil, ne? Ne, je nas bilo veliko teh, ki smo protestirali, veš, pri verzih, če se spomniš, draga kroglica, pregelk, nikdar Tako. nečem biti velik, je zdaj to čisto spremenjeno nekaj Tako, drugega. ja. In smo tako razočarano strmeli v ta prevod, Ja. ker je pač smo s tem zrasli, to je tako DNK našega otroštva. Ampak vidiš, Pika Nogavička. Če bi ti bila igralka ali pa režiserka ali pa igralka, ki včasih tudi kaj režira, pa bi si dala duška. Na tak način, Ja. no, sem si jaz takrat bi rekla, dala duška. Pa strašno mi je bilo všeč. Z Matjažem Pograjcem smo v bistvu delali v lutkovnem gledališču nekaj in mi je bil strašno všeč ta spoj lutke pa človeka. To, kaj lutka zmore, česar človek ne, in obratno. In to, kako otroška imaginacija to lahko skupaj poveže, pa sploh ni problem, če je lutka, ki ima 10 cm zaljubljena v žensko, ki ima 1,73 m. In sta zaljubljeni. Ne? To otroci kupijo in to se mi zdelo magično. Tako da se mi zdelo, da Mary Poppins pa ja, kako boš drugače letel kot v lutkovnem gledališču, ne? Ker znajo vse mogoče trike, tudi svetlobno gledališče. Pa tako. Kaj pa film, kako je, kakšen izziv je za igralca ali pa kakšna sprememba je biti na odru ali pa biti pred nekim kameram, ali je to popolnoma nekak enak postopek ali je precejšna razlika v mediju, v načinu, na katerega se lotevaš neke vloge, karakterja? Ja, predstavljaj si, da slikaš figuro od totalu, ne, kot se reče, tebe ob drevesu, pol pa takole narediš danes na telefonu, pa te slikaš takole z verižico vred. Ne. Taka je razlika. Mislim, stvar je proporcev. Tehnika je pa enaka. Če ti noter ne veš, mislim, ali pa čutiš, ali pa ne. Jaz verjamem v to, da igralec v bistvu, zato sem rekla, da ne predstavlja. Igralec mora to žareti. On mora žareti misel. To je maksimum, kar lahko igraš. Ti moraš biti samo kanal za sporočilo, za misel. Ne? Vse, kar je več, je meni osebno preveč. Meni kot igralki, pa kot gledalki zlasti. Ne? Se pravi, čakaj, se ne odvija nobena kemija med vami, ki ste na odru, in gledalci, ki vas spremljajo? Absolutno, absolutno, vse o tem govorim. Ampak to ravno toliko vpliva kot temperatura, ki je v prostoru, ta overall, ki sem si ga dala, kako... Jaz imam tudi zelo rada fizično gledališče, kakšno držo ima ta človek. Jaz si to pač nadenem, to težko nogo, ali pa da si predstavljam, da sem visoka 3 metre, si nadenem in s tem krenem v nek proces. Odprem usta, tako kot nekdo, ki je visok 3 metre in začutam poglede in ti pogledi mojo imaginacijo samo še vzpodbudijo in razživijo. Tako da, kar se tiče filma, ja, je pa kemija lahko kvečemu z kamero ali pa med partnerji. Jaz sem se zmeraj na žive ljudi orientirala. Najbolj sem se počutila v bistvu v seriji, ki smo jo delali skupaj z Janjo Majzel, ker
sva čisto vse stvari preigrali, pregovorili in med nama je bil ves čas fluid. Tako da se nisem dosti ukvarjala, režiser je bil pa tako spreten, da je lovil te avtentične trenutke. Drugače pa nisem človek, ki bi imela tako bogate izkušnje na filmu ali pa televiziji, da bi bila merodajna. Mislim, da imamo kolege, ki so veliko bolj specializirani za to. Jaz pa zadnja leta sploh nisem mogla. Ne. To je pa spet en tretji bioritem. No, ampak imaš pa kar precej jih, ne, vseeno. Samo moramo priznati, da je treba vstajati recimo 4:30 zjutraj za snemanje, pa jeti v masko, pa se začenja, tam se pa ritem začenja ob 7 recimo in traja do 5, tisti pa čist drugi ekstrem. In če si samska mama, jaz si tega preprosto nisem mogla prevoščiti. Kot prvo me ta mala še rabila, ne moreš ti vstati pa iti, pa je neka, ali bi varuška z nama stanovala, ali bi prišla varuška s kolesom ob 5 zjutraj. Skratka, zadeve, zelo preprosto sem si morala pojasniti, ne gre. Ne gre, dokler ne bo dovolj velika, to je še kakšno leto, 2, ne. Režiserji, a ste slišali? Ne, za manjše stvari seveda. Zacahante leto 2024. Če osivim, pa bo veliko dela zame, se veš, kako je. Ta 50 so zelo peklenska pri igralkah. Ja, pri vseh. Pri vseh poklicih, ta tranzicija. Pri našem poklicu tudi, pač radi imajo mlade obraze in tako. Ja, ali pa moraš biti že res aged, ne? Ja. Postaran se čudno sliši v slovenščini. Moraš biti pa res že starejši. In danes nobena ženska noče sivolasa, razen Nataše Raljem, bravo, okrog laufat, ne. Jaz pa imam take genero na srečo, da mi ni še treba, ampak v bistvu rabijo sivolase igralke, zelo malih je. Igralke, ki so fit, pa ki zgledajo starejše, ne, pri nas. Ta trend, da moraš biti mlajši pa vitalnejši, v bistvu marsikomu pri zasedbah pol sploh ne pomaga, ker nima starejše ženske, ogromno ima žensk srednjih let, nedoločljivih srednjih let, tam med 30 in 55, ker niti ne veš. Ne. Zdajle konec aprila je bila premiera v Mladinskem gledališču TV mreže, predstave, ki jo režiral Pograjc. Ti si tudi nastopala v tej predstavi, odlična je, toplo jo priporočam za ogled, zato ker je taka odslikava današnjega časa o seveda zlorabah v medijih in o tem gonu za všečkanje in za gledanost. Vse narediti za gledanost. No, ampak po premieri sem videla v razporedu, da so bile predstave skoraj z izjemo nedelje, skoraj vsak dan, ne vem, 7 dni in morda še več, no, ampak sem pomislila za nekoga, kot si ti, ne, kaka logistika je to, pač po premieri neka mama, samohranilka z pač punčko mora tako velik del nekega meseca prilagoditi logistično temu, da to sploh uspeš. Skratka, kako za božjo voljo uspeš sestaviti to logistiko, da lahko funkcioniraš in ti, in vidve, in igralstvo, in predstave, in vse. Mislim, kapo dol. Z dobrimi varuškami, pa z koledarjem, ki ga vedno 10-krat preveriš. V najslabšem slučaju, ne, je pa tudi privilegij naše te svobode v gledališču ta, da če ne gre drugače, pa otroka pohopsaš, pa gre s tabo. Ne. In moja hči, zdajle bo 8, ona je že pri 5 letih imela Zicleder, ona strašno ima rada gledališče, ona rada gleda žive ljudi. Tudi, če so stvari mogoče malo neprimerne. Jaz se spomnim, da je bila otvoritev v Mestu žensk v Mladinskem gledališču, pred korona še to bilo, to pomeni, da je bila ona stara 5 let. In sem se toliko veselila, da grem končno lahko nekaj gledati. Bile so te nemška skupina, zdajle mi je pa všlo ime. Skratka, bila je nemška predstava s 4 ali 5 igralkami iz vzhodne in zahodne Nemčije. Verbalna, z mikro, mizenscene, 2 uri 15 je trajala.
in jaz nimam varstva. Zdaj, kaj boš šla ti z mamo v gledališče? Ja, z mamo bom šla v gledališče. Sanja Neškovič Peršin je sedela tako blizu. Kaj to boš? Otrok je gledal 2:15, tudi na stranišče je ni nič. Ona je 2:30 skoraj gledala nemško govoreče igralke, ki so bile primir in so govorile. Pa so si rekli samo, ampak Ajušri ala ti vera. Pač v najslabšem slučaju bo nekaj gledala. In pa, ko sem jo vprašala, kako si je zdelo, je rekla, da je bilo super, da ena je šla skozi malo na živce, ena je bila skozi smešna, pa ne ve, zakaj je bila smešna, najboljše je bilo pa ti s stolom. To je bila pa edina koreografija, ki se je ena na enem pisarniškem stolu nekaj zibala pa okrog vozila. To je bilo 5 minut akcije v 2:15, ampak tisti je bilo pa najboljš. In je to cenila in nič prezirala ostanka, ker so samo govorile in govorile. No, ampak povej nam to zgodbo o Aju, ker tako se... Aju je njeno okrajšava za Ajušri. Zgodbo o Aju, kako je prišlo do tega, da si jo sploh našla, kako je prišlo do posvojitve, skratka, kakšna je zgodba Aju? Ali je Aju? Aju je, ker je Ajušri. Ja. In grozen jo mod, če kdo reče Aju. Ali pa Ajušri celo. Zgodba se začne v daljnem mestu Sao Paulo. Ne boš verjela. In seveda tukaj Aju ni bila še niti spočeta, je še niti ločena, ne. V Sao Paulo smo prišli in so nas po teh velikih avenidah, če se spomniš, teh mest, ne, teh strašnih velemest Južne Amerike, 24-milijonski, ne zdaj že več Sao Paulo. Vozil, ne, tako, ko so te vozili uro pa pol iz letališča z avtobusom, po raznih zastojih, pa tako naprej, po 6 pasovnicah in v enem trenutku gledam skozi okno in vidim ene nogice pod kartonom in pa naprej še 2 nogice, mečkane nogice pod kartonom in tako naprej. Glej, tega zdaj 15 let po mojem. Pa mi grejo še vedno kot sine po konci. Pol ni mi dal vrag, vidim tam celo kolonijo. Otroci ležijo ob avtocesti v kartonih noter. Pa dan je bil, ne. Na kar sem zvedela, da so to te bande, oni jim prav tako pravijo, ne, te drhali, horde, sirot, ki živijo na cesti, ki živijo od mini kriminala in se limajo, ne, vdihujejo lepilo. In vse, kar počnejo, kradejo, ropajo, če imajo pištolo, tudi 4-letnik lahko ustreli kakšnega za zlato verižico, ni problem. In pač živijo, dokler živijo. Mislim, mene je ta zgodba tako globoko pretresla, da ni šlo več ne iz mojega srca, ne iz moje glave, od nikoder. In sem se odločila, ker sem že vedela, da pač biološko ne bom mogla biti mama, sem se odločila, da bi rada posvojila. Pa je bila pa cela zadeva debate. Pač jaz sem bila poročena, moj bivši mož je bil pravnik in je bil zelo proti. Njemu se je zdelo to sporno, zakonsko, kar direkt povem, ker nič ne lažem. Ampak jaz sem se šla par let zatem kar špansko učiti. Pa sem rekla, prav, jaz bom pa, ne, nikoli ne veš, ne. Pa sem se pa povezala celo s Kolumbijo in tako, da zdaj skrajšam zgodbo. Na koncu sem bila tik pred tem, da posvojim otroka v Kolumbiji. Ampak takrat sem imela že 45 let. In točno v tem letu so spremenili zakon, da je največja razlika med otrokom in mamo lahko 40 let. Kar bi meni plus postopek dal možnost posvojiti otroka, ki ima mogoče 6 let že, ne. To se mi je pa zdelo prehudo. Za biti sama 6-letniku, ki je v Kolumbiji mogoče odraščal tam ob Uni Avenidis v kartonasti škatli z lepilom, ne veš. Ali sem dovolj močna, ali sem dovolj ljubeča, ali sem sposobna, skratka, prestrašilo me je. No, pa druga kultura, drugi jezik, to bi bilo za takega... pač težko bi se integriral. Jaz sem ves čas vedela, da hočem otroka, ki ima možnost, da do osnovne šole nekako pride na zeleno vejo, da se rečemo, da se tukaj znajde. Pa sem se motila, ne. V Sloveniji je 5 Nepalk in 2 od teh sta prišli stari
Ne, pravzaprav tako ena sama, no, je prišla stara že 5 let, pa je v 2 letih v osnovni šoli, mislim, 1 leto je starejša od sošolcev, popolnoma dobro gre. V 2 letih se je popolnoma asimilirala, naučila jezika in vse. Ampak, ja, pot me je pa zanesla na vzhod. Bila sem enkrat v Nepalu, prej pa sem vedela za te foster, tako da pravzaprav sem že eni sirotišnici dotirala že nekaj časa prej, tako kot tudi v Afriki. Bila foster parent neznanemu otroku, sem rekla, rajš ne vem, kdo to je, ker pa mi bo tako hudo, ker dal nikoli moj, rajš dam sirotišanci. Pa me pa prešinjali, sem šla na internet in sem začela iskati, kaj jaz kot samska ženska z teh let. Kam se lahko sploh še obrnem, ne? Če Kolumbija, ne? Srednja Amerika je vsa strašno koruptna in sem tudi slišala o zlorabah pa o otrocih, mislim, grozne zgodbe. Koliko o zlorabah v tem smislu, da jih prodajo? Da jih prodajo, ne, da imajo živeče starše, pa jih v bistvu prodajo, pa otrok sam pol, ki se nauči jezika, začne govoriti, da je imel 3 sestrce, pa očija, ki ga je pretepal, pa take. Ne, mislim, to, ne, da trgujejo, da se celo delajo, da so sirotišenca, pa to sploh niso. Tudi v Afriki dosti trgovine, ne, ja, so tudi te zgodbe prihajale na plano, ne vse, ampak v enem delu je treba biti zelo previden. Ne. In jaz zmeraj rečem, sreča je na strani pogumnih, res, treba je imeti pogum, čeprav se včasih pol vprašaš, kaj je meni tega treba, zakaj je tako težko. Ja, včasih je težko, ne, če delaš kakšne stvari, ki so pač zahtevne, ki zahtevajo poseben prijem. Tukaj nimaš recepta za posvojitev. Le Maruša, vzhod Evrope, ker zelo veliko so posvajali tudi ruskih otrok, recimo ukrajinske. Sam tam je pa moral biti par, ne, jaz sem na samska ženska. To se pravi, so imeli te pogoje. No, kjere dežele, saj takrat, mogoče zdaj drugače, so pa imele to... Začela leta 12, mislim aktivno na novo iskati, 12, 13 sem pa že dokumente potem imela pripravljene, ker sem morala še čakati, da sem ločena, da sploh se vse to zapiše, ne, ti moraš v Sloveniji zaprositi Center za socialno delo, da ti dajo, da te označijo kot primernega kandidata, čeprav ti povejo, da kot samski ne boš v Sloveniji otroka dobil nikoli, ker je pred tabo 70 parov v vrsti, ne. Zaželijo ti srečno pot, ko dobiš to, ampak oni pač te preverijo in to, da si nekaznovan in kakšno premoženjsko stanje, moraš biti lastnik nepremičnine in moraš biti psihično stabilen. Dejansko greš kar skozi nekaj testov in cel proces je trajal skoraj 1 leto, no, če imaš srečo je pol leta. In pol sem šla s tem po svetu, pa so šli po svetu, ne. V bistvu, kot sem rekla, sreča na strani pogumnih, jaz sem kar pisala našim ambasadorjem po svetu, ni težko najdeti, tam je en, pa na Sri Lanki je en, pa tam je en, pa na Filipinih je en, eni so odgovorili, drugi so rekli, da jih to ne zanima, tretji so, no pa se je pojavil en gospod, naš veleposlanik v Indiji, ki je rekel, Indija, ne, Indija ima pare, ampak o Nepalu pa slučajno vem, zato, ker je zdaj ena Slovenka tam, ki ima sicer avstrijskega moža, ampak so šli pol po slovenski strani, ker je bilo to nekako lažje. Če želite, pa vam posredujem kontakt. Jaz, ja, prosim. No, in ta gospa Melanie, ki je bila prva posvojiteljica deklice, zdaj Nine, živijo v Slivnici, je bila takrat ravno sama, je mož že odpotoval nazaj v Evropo, in je strašno ustrezalo v bistvu z nekom četati. Mi smo na koncu pisali vsak dan, kot da se poznava 100 let. In Melanie mi je priporočila svojega odvetnika in jaz sem se to tja poslala in jaz sem v bistvu imela v roku pol leta vse dokumente v Nepalu na čakanju. In če ne bi bilo tistega velikega potresa, bi jaz že leta 15 dobila otroka. Ampak ne bi bila Ajušeri, ne? No, si bi dobila... bil pa pač nekdo, tako kot je rekla moja kolegica Barbara Cerar, ki je tudi zelo pogumno takrat samska v Afriki posvojila, je rekla, lej, vidva sta se čakale, ne? A veš, in je bil cel Sao Paulo, pa Kolumbijo, pa ne vem kaj vmes. Ampak lej, če ne deluješ, ni rezultatov, jaz to nasplošno verjamem. Včasih izgleda, kako si sploh dovoliš, da kar pišeš enemu veleposlaniku, ja zakaj pa ne, saj tukaj za nas.
Mislim, oprostite, ne? Sej vi mene zastopate oziroma me boste zastopali, če bi tja prišla. Ja. No, in od takrat, od tega 2015, koliko časa je še trajalo, ker je bil ta potres? Ja, potres je bil, jaz sem oddala dokumente konec 14, trajali je pa, ne konec 14, sred 14, tako, pa je trajalo, leto pa pol je trajalo. Da sem dobila obvestilo, da so mi dodelili otroka, oni rečejo temu matching child, torej da so mi našli ustreznega otroka. Kako pa oni to iščejo, kako se pa to išče ustreznega otroka? Res ne me vprašati, mi vsi posvojitelji se temu sam smejimo. Mislim, tam, kaj je v zgolj eni sirotišnici 500 otrok in od tega jih je pol starih od 2 do 5, obkljukov si punčka, zdrava pa od 2 do 5. To si odkljukal in tam je približno 300 otrok, ne vem, zakaj oni pol leta rabijo iskati matching child. Ampak mi imamo lahno teorijo, da so vzeli samo take najbolj alfa punce, ker vse naše punce so strašno bile gajstne, no je to izraz. Vse imajo močne karakterje. Vse so se znale zase postaviti, ne, že pri enem letu, Aju je edina jedla, pa je bila ena žlica za 15 otrok, ona jo je zmer v svoja usta spravila. Pa se vprašaš, kaj je zdaj matching child, ne vem, a so žrebali, ali so hoteli teleta najbolj ambiciozne otroke, kam v posvojitev dati, ali pa so se zavedali, da imajo največji potencial, ne? Da so to res največji živci, najbolj bistri otroci, ki bojo dejansko lahko ogromno stvari razvili. Ampak le Maruša, čak malo. Pol ti dobiš, ali pa posvojitelj, dobi tam neko fotografijo, enega malega neke punčke in tam verjetno par stavkov in zdaj se moraš ti odločiti, a boš to posvojil ali ne. Ja. Ampak to je precej odštekan. Ja, je, ja. Mislim, kako si pa to, kako si to zgodila? A je bilo to tako ali si mislila, ali kako se sploh, kaj se zgodi, kakšna kemija se zgodi? Jaz sem ravno toliko fatalist kot pri spočetju. Saj ne veš, kaj si spočel, a veš. Ti, če si se odločil, da hočeš biti starš, se je odločilo, ne vem, da se sliši poetično, ampak se je odločilo tvoje srce ali pa tvoja dušica se je odločila. In pol moraš temu služiti, tej odločitvi služiti. To se mi zdi odgovorno. In jaz sem gledala tisto slikco in bila je črno-bela in čist mečkana in tam je bil en tak v krogu otrok s pobrito glavo, ker imajo vsi pobrite glave zaradi bolh pa uši, ne. Tako niti nisi vedel, fanta, kaj punčka, kaj boš videl, eno bitjece staro leto pa pol je bila še tam, pa samo ime ima, nima priimka, ne. Pa pisali je, da ima pljučnice skozi, pa da ima astmo, da ni čist zdrava, pa nekaj je bilo zraven nakracan v nepalščini, pa sem šla pol k našemu konzulu, pa je rekel, da večkrat kašla, da je zraven pisali, no, ni mi bilo jasno. In jaz sem rekla, seveda, ne, seveda, kdo si ti? Pa še tako hecen je bilo, ko mi je odvetnik napisal, zmotil se je, njeno ime je bilo že Aju Šri, pač tako A-A-Y-U-S-H-R-I, Šri, ta šri, življenje. On je pa napisal Ajuši. Pa se kaj, Ajuši, Maruši, pa lej, hecen, ne, pa ni bila pa Ajušri. Mislim, je bila Ajušri. Ampak pa je prišel dan, ko si se ti sedla na avion in letela tja v Nepal, jaz bi bila tako vznemirjena, da bi mi bili čist vse roke potne in čist bi bila fertik, ker je to verjetno najmočnejša sprememba v življenju, ne? To je močnejša, kot če dobiš nekega partnerja, verjetno, ko postaneš mama, ne. In zdaj letiš nekam, niti ga ne nosiš v sebi, ne raste v tebi, nekam odletiš in tam neki bo, ne.
Kako si to doživljala? Jaz že zdaj se kar potim, ko sam pomislim, kako more biti to, kakšne čustveni viharji so to. Ja, sam raven zato, ker so čustveni viharji, v bistvu sem to tako, kot da bi šla kupiti štruco kruha. Res, tako sem šla tja, pa še včasih sem se tako do cune opazvala. Zdaj sem pa že tukaj. Aha, se je res Katmandu. Kakšen grozen zrak. Aha, ja, te ravne strehe, se že spomnim. Ja, zdaj gremo pa tja, Madonca. Ja, prav, kaj, a ne zdaj cotke sabo vzamem? Ful sem kupila oblekic. Prijateljice so mi rekle, če je bila decembra, je imela 79 centimetrov, bo zdaj imela 86, skratka, nesla sem 2 številke prevelike stvari, ker ta otrok je še skozi imel 81 centimetrov. Ona je pol v Sloveniji, čez pol leta pa naenkrat tako zrasla za 7 centimetrov. Pol vidiš, kaj hrana dela. No, ampak ko ste se prvič srečali... Prvič je bilo grozno, Maja, grozno je bilo. Človek si tako poetično predstavlja, kot iz kakšnih filmov. V bistvu so ti otroci živeli v enih takih montažnih hišicah, ki so jih španski prostovoljci, humanitarci postavili izza sirotišnice, ki je bila prej. Balmandir je bila ena taka lepa kolonialna zgradba, res taka angliška, taka z obzidjem in tako, sicer že razpadajoča, ampak strašno lepa, monumentalna. In je počela med potresom, tako polno počela, da je bila smrtno nevarna. In so te Španci, Španci so bili, zakaj ponavljam Španci, zato, ker so ženske Španke nizke pa temnolase, ne. So Španci humanitarci tam skrbeli. Zato sirotišnico postavili montažne hišice, ki so bile res tako 5x5 metrov mogoče. Te varuške njihove 3 so spale v eni mečkani sobci, ki je bila oddeljena, vse ostalo je bila pa ena plastika po tleh, pa ena par postelc. Ampak ti otroci so se kar po tleh valili, po tisti plastiki, v teh bombažnih plenicah, ko se jih tem varuškam ni dali jih prati, ne, tako da moram povedati, res tako je bilo, kot v kakšni štali pravzaprav, pa vroče je bilo, ne. Pa 2 okenci tako in tam reče, and this is your baby, reče vas ponosen ta odvetnik. Pa one 3 varuške me gledajo, jaz gledam nekaj, kar spi tam tako, v eni čist premajhni sipki, nekaj tako zelo azijsko zgledala, nekaj ajušri je pač himalajska rasa in ne zgleda indijsko, ona zgleda zelo tibetansko ali pa recimo tako inuiti, no, eskimsko. And this is your baby. In jaz tako, a kaj čutam, nič ne čutam. Res tako. Zdaj bi morala nekaj čutati, če bi glasba igrala, ne, nič ne čutam. Otrok spi, verjetno ne bo vesel, ko se bo zbudil. V tistem hipu, ko da bi slišala ena od teh varušk, jo takole z roka dvigne, prestraš, jo postav tako pred mene in reče, go to mamu, mamu je mama, ne, pejdi k mami, nekako tako. In ona mene pogleda, zakriči in se začne jokati. In pa sva rabili 2 tedna popravljati to, da se ona mene ni samo zgrozila, kaj mi se gleda. Skratka, straumatizirala je na mesto, da bi pač... Zbudila se jo, ona še danes rada spi. Ona še danes se sovraži, da jo zbudiš na silo, ne, še danes, pa hodi v šolo že. Prestrašili so jo in pred njo je stala neka največja in najbolj svetla ženska, ki jo je kdajkoli videla. To smo mi pol ugotovili. Ona ni niti brinetke videla, kaj šele svetle oči. Je stala tam ona ogromna baba, za 2 glavi večja kot njene varuške, pa one Španke, in je gledala vanjo, ne vem, pač. Tako da sva imela pol 3 tedne, tako sirotišnica zahteva 3 tedne, ko vsak dan hodiš tja, obiskuješ otroka, se spoznavata, pa oni presodijo, kdaj sta vidva za postopek, ne. Vidve. In pri moji Ajšri je bilo tako, da sem me otepala z vsemi živimi. Sem jo stlačila, tako namamila sem jo na banano, ker banane je oboževala, pa sem jo dvigala, pa sem jo dala v bobo, to nosilko, pa je ona jedla banan, pa me tako mečkan firčno gor pogledala, pa malo grdo pogledala, pa dokler je banano jedla, je bila še kar prijazna,
Pa pa, če je bila zaspana, je zaspala, če pa ni bila zaspana, me pa spet začela podrivati, pa se. In so v enem trenutku rekla, če ta otrok mene ne sprejel, jaz jo ne bom vlekla na ministrstvo posvojitev. Če ona se mene boji ali karkoli, kot da bi začutila. Ko so oni dali zeleno luč, da gremo lahko posvojitev, sem jo celo k enemu psihologu pelala, ker sem jo vmes pač zdravniško dala pregledati celo, res. Imela sem neke zveze preko ene slovenske zdravnice, bela zdravnica je prav ena gospa, ki je veliko delala za menihe na Himalaji. Ona mi je dala kontakt ene družine, ki so sami doktorji, sami zdravniki, oče je celo z Dalajlamo sodeloval in oni so mi potem zrihtali eno dobro pediatrino na eni privatni kliniki, tako da smo res vse pregledali, kako je z otrokom in do psihologa sva šla. Pa je rekel, vse v redu, malo je zaostala, dehidrirana je strašno, zaostala v smislu, ne, da je retardirana, ampak ne vem, zapoznela v razvoju, no. Sam to. Pač zanemarjen otrok. Ni zanemarjen otrok, pač in motorično refleks je imela počasne, ko mi je znala kaj govoriti. Rekel drugače pa, lej, fokusira, pogled fokusira, meni se zdi, da ta otrok ima ves potencial, da se v dobrih pogojih zelo hitro, zelo dobro razvije. In točno tako je bilo. Pa na pol leta govorila cele stavke, pri dveh pa pol. To je moja mama. Mislim, v 5 mesecih je že znala, to je moja mama, hočem papati to pa to. Seveda s temi, to tem patati, pa tako. Dej, povej Maruša, kako se zgodi ta famous bonding, ta slovito, kako bi rekla, povezava matere z otrokom, ki se drugače zgodi pač počasi, postopoma v telesu, v te povezanosti, tukaj pa pač tega ni. Kako se je to zgodilo? Je bilo to tako postopoma, je prišlo tisti klik, ko se kar zaljubiš? Ne, pri meni je bilo prej, pri njej je dlje trajalo, se mi zdi. Jaz sem pol ugotovila, da v bistvu preizkuša, ona je ves čas preizkušala. Tako je s tistim modrivanjem, pa s tistimi grobostmi preizkušala, če resno mislim, če nam kakšnega drugega otroka naslednjič vzela, nekaj pa že videla, ne, okrog sebe. Ker tam Indike, mi smo skozi vse te silne postopke morali, ne, tujci, medtem ko so Indike sicer tudi tujke, no, ampak to je tako, no, vse si lahko predstavljamo, veliki brat, so prihajale 2-krat na teden, pa so rekle, do you think same nose, tako le fantka drži, pa kaže, same nose, pa jaz tako, I think so, pa naslednji dan pridem, pa tega fantka več ni bilo, pa pravim, oh, where is, pa oni, oh, he was adopted. One so prišle v samopostrežno trgovino, Indike, ne, medtem ko smo mi tam, in te prej, in enih formalnosti, pa ministrstvo plačati, pa moraš imeti odvetnika, če nimaš agencije, pa sirotišenci plačati, pa ta bonding, so oni rekli, te 3 tedne, ne, ta pripravljalni čas. Pri otroku se je zgodilo, da vsake pol leta je imela nove popadke in že tam sem zvedela, da so te njihove varuške bile z njimi točno pol leta. Oni so podpisvali s kakšnimi kmečkimi ženskami iz gora, da so pač pustile svoje družine in vse in so prišle sem za te nenis. To so bile zelo preproste ženske. One so jih hranile, prale plenice in zaslužile in čez pol leta so šle. Otroci so se mogoče navezali, ne? In jaz sem pri Aju videla še 1-2 leti, da na pol leta je postala grozno zahtevna in nemogoča. V bistvu je izsiljevala, iskala je meje in ko je videla, da jaz še vedno ostanem, pa še vedno ostanem, se je v enem trenutku spustila. Ona se je začela crkljati šele po 1-2 letih. Ona je bila tako otroka, ne, sama, ne, jaz se ne crkljam, jaz tega ne rabim, sem rekel, v redu, spoštujem. Ne, ti povej, smo različni. Zdaj med korono pa grozno. Pri 7 letih bi bila pa skozi v naročju, ne. Tukaj pa še ta dodatek, ne samo, da si ostala, ampak si samo zame na svetu.
To je taka neposredna reakcija na neko, recimo, precej zahtevno traumatsko, kako bi rekla, neke okoliščine, v katerih je odraščala. Ne? A je še kaj, recimo, tazga, da opažaš te neke sledi, ki jo spremljajo, glede na to, da je v takih grobih razmerah pač... V grobih razmerah mogoče, ampak med zelo milimi ljudmi. Ne smemo pozabiti. Jaz, ko sem rekla pol Južna Amerika, meni žal. Nažalost moram to reči, ali pa si je ti rekla Afrika, ampak dežele, kjer je bilo krščanstvo, so mnogo bolj krute. Žali Bog. In tam so pa ljudje mili, čeprav nimajo nič. Mislim, se so direktni, vse te so jih kar kaj klofale, če niso bili pridni. Bam je padel, tam ni tabu otroka udariti. Ampak to je bilo tako, ne? Ti otroci niso doživljali to kot nasilje. In mi imamo pač tudi skupino posvojiteljev slovenskih, in si pišemo in si zmenjujemo podatke in z enimi smo se spoznali in moram reči, da tako čustveno pohabljenih otrok, kot slišim, da so ali iz Rusije prihajali ali pa kakšni tudi iz Afrike, ki se pred 10 letih še vedno ne pusti dotaknce od lastnega starša. Ne. To sploh ni debate. Mislim, to je v Nepalu nemogoče, a veš. To so mile kulture, res. Življenje je grobo, ampak ljudje pa toliko zla sploh niso sposobni, po mojem, narediti en drugemu. A veš, Katmandu je varno mesto, pa veš, da ležijo na cesti ljudje. Ampak to je varno mesto, tam nikomu ne pade na pamet, da bi vzel nož pa te ga postavil sem za eno zlato verižico, tako kot recimo dobro veš v Južni Ameriki. Ne. To se pravi, imate stike Ja, starši? posvojitelji, mi imamo eno skrito skupino, tudi sicer na FB, ki je zelo koristna. Moram reči, da Facebook pa po teh stvarih pa res moram pohvaliti kot sredstvo. Ne. Skrita skupina in vanjo prideš samo na povabilo in tam tudi kakšni potencialni posvojitelji sprašujejo za nasvete, povejo, kjere prioritete imajo, sprašujejo za nasvete, kjera država je zdaj najbolj odprta, vedno so tako. Zdaj je odprta ta, zdaj je zaprta. Menjajo se vlade, menjajo se zakoni, menjajo se ministri. Nepal, žal moram povedati, kdorkoli je zdaj že špekuliral, kako do mene priti. Nepal je zaprt. Jaz nimam trenutno nobene zveze v Nepalu. Žal moram povedati. Ker me mnogokrat, ko kdaj kaj o posvojitvi povem, me pol neznani ljudje sprašujejo, najdejo po mailu ali pa po Facebooku, ne, moram razočarati. Se pa nadejamo, da bo zdaj to novo ministrstvo, menda prihaja ena ženska, pač zadevo spet vzpostavilo. Vmes je bila ena konzervativna vlada in se jim je zdel čist preveč za malo, da bi oni svoje otroke dajali na pokvarjen zahod. Ne. Pa govorimo o sirotah. O sirotah. To je preverjeno sirota. Ti ne moreš posvojiti otroka, ki ni sirota, ki ima živečo mamo. Ne moreš. Ti starši, ki ste posvojili otroke iz celega sveta, tako rekoč, kar nekateri so jih tudi iz Afrike, Južne Amerike, verjetno, ne? Ali so taki, niso? Ne, pri nas ni. Ne. So pa afriški, pa pač ruski. Tako prav reče, rusko pleme, zelo velikih izrazitega obdobja. A so mogoče kakšne izkušnje tega, da so ti otroci, ker imajo neke druge genske strukture, ne, da imajo kakšne lastnosti malček drugačne, kot smo jih mi navajeni, ne, recimo. Saj to je zdaj zelo težko takole nekako nekaj stereotipno poenostavljati, ne, ampak recimo kot človek odpotuje v te neke druge kulture, je tam obkrožen z neko drugo senzibiliteto, drugačnimi medčloveškimi odnosi, ne. Tam to lahko zelo konkretno okusimo, ne. Se pravi, te otroci, ki pridejo iz teh sredin, a so v nečem malček? Nažalost ni tukaj kakšne silne egzotike, da bi zdaj pa, ker ti otroci, ki so posvojeni, so bili sirote in so živeli v sirotišnici. In to so najmočnejši otroci na svetu, verjemi.
To so z vsemi žalbami namazani otroci. Oni pač so morali zelo hitro razviti borbo za preživetje, ali pa za pozornost, ali pa za hrano, vse. Že pozornost, vse veš, kako človek rabi pozornost. In če si imel 3 varuške za 15 otrok od 3 mesecev do 2 let, recimo v tej hiški, je že samo pozornost dobiti, moraš biti kar presneto zvit, ne. Tako da v primerjavi pogovarjam se z mamami, sošolk, tudi v vrtcu smo se že pogovarjali in se sam smejijo, pravijo, neviđena je. Ona ima za vsakega drugo strategijo, vedno najde pot, pravim, ko labradorka, pot do srca pa do sladkarij. Vedno najde pot. Razen pri meni, jaz sem ta grozna, ki pa ne, zobki so pa, moramo paziti, pa preveč cukra, pa si pol divja, pa pol jokaš, pa tako. Ampak ne, skratka ni, da bi ona zdaj neko milino tiste kulture, tisto, o čemer sem govorila, ne prej obratno. To so traktorji, ne. Ti, Maruša, kako je potem to, da vidve sta imele precej zapletov birokratskih, da sta sploh lahko prišli skupaj v Slovenijo, ne, taka en del zgodbe, ki je precej neprijeten, ne, zato ker si imela opravka z enimi resnimi kreteni od ljudi, ne. Pač so birokrati, ki jim je zakon možnost za dokazovanje moči, bom rekla. No, ampak recimo, da preskočiva te kretene resne, ne, sta prišle vidve potem po precejšnjih preizkušnjah sem nenadoma ti z otrokom v neko sredino, ki si jo živela 50 let, ne, pač neko dinamično, svobodno, ustvarjalno, zelo pestro življenje, tudi polno potovanj. In zdaj si tukaj nenadoma z nekim otrokom v vlogi matere. Se pravi, to je šok na mnogih nivojih. Kako si se s tem soočila? Ti si mogla takoj usvojiti lekcije, ki se druge mame na njih pripravljajo, oziroma jih počasi. To je bilo tako, vržena si bila in zdaj hitro plavi, ne. Kako si se s tem srečevala, no? Ni bilo lahko, bilo je pa tudi zelo lepo in lahko. Ne vem, kaj ne rečem. Pač otrok ni predstava. A veš, prvič, ne bom rekla, smrt je tudi nekaj dokončnega, smrti sem prej že srečala. Recimo vse stvari, ki sem jih prej počela, so bile nekega omejenega trajanja. Ali so tu zveze bile, ali je študij predstave, ali pa snemanje. Ne? Vedno prideš do premiere, pa se nekaj zaključi, pa greš naprej. Otrok je jutri pa pojutrišnje, pa naslednji mesec, pa naslednje leto, pa še. Je for life, ne. In to mi je bila ta odgovornost in me je grozno zmatrala v prve pol leta. Ta odgovornost, da ne bom delala grehov, ki sem jih pri drugih gledala, da bom vse naredila. Veš, po naravi sem bila vedno perfekcionist in sem si to lahko dovolila, ker sem si vzela čas, magar na račun svojih kosil ali pa noči ali pa česarkoli, da so bile stvari, pod katere sem se podpisala. In tako, kot vsaka tudi biološka mama reče, ko si enkrat mama, ne moreš biti več perfektna. Ne moreš, ker ne moreš. Ker ni več mrežnega sistema, ni več kvadratka, ni več kljukice, ampak vse postane flow, ne? Postane tok. In zdaj to Marušo kvadrat, spraviti v Marušo flow, to je vzel nekako največ energije mi. Sama s sabo sem se, ne z otrokom, sama s sabo, da popustim. In je bilo težko in hkrati lepo, no kaj ne rečem. Vmes smo se pa povezvali, točno tako je bilo, ko je ona videla mamo, ki ne ve, ali pa mamo, ki zažge, ali pa mamo, ki ima narobe oblečeno majico, pa ki je tako skuštrana, da se je pri 2 razgetala, takrat sem imela še dolge lase, mislim. Pol
Ja, pa si nekaj premaknil, pa sem se odločila, da gremo z dneva v dan. Ne. In ko osvojiš to, pa se pa že počasi bližaš temu, da je zdaj. Ne, tukaj pa že pridejo kvalitete. Ker prej je bilo zmer tisto, kar bo, kar moram. In ja, vzgajati otroka je ena zelo težka, ampak zelo lepa stvar. Prav zaradi tega, ker je ne moreš načrtovati, ne moreš delati kljukc, ampak te na nek način tudi spoji s tistim, kar si bil nekoč v sebi in ti postavlja ogledalo in prepoznaš svojo mamo v sebi. Veš, kaj prej, ki si rekel, perfekcionist, ne, verjetno je ta prisotnost otroka ta, ki nas, mislim, jaz nisem mati, ampak kljub temu pač, ki človeka sili v to, da da od sebe najboljš, kar tisti trenutek lahko zmore. Ja. In ni tega, da bom, zdaj pa time out, bom jaz postal, bom tole malo proučil, ne. Dva dni se gre na spat, pa ja, pridem pa bom nazaj. pa jaz perfekten, ne. Pač tega ni, ne. Ne moreš si vzeti čas, da boš prišel do tega, da boš perfekten, moraš biti tisti trenutek, v katerem si najboljši, kakor zmoreš. In s tem tudi Ne. biti že zadovoljen, ne. S tem biti zadovoljen, ker tega trkanja vesti, tega pa nobena mama ni osvobojena, ne biološka, ne ta po zakonu nastala mama. Ne. Pač vsi bomo, starši bomo imeli slabo vest, da nismo naredili kaj boljš. Ampak ja, da je to dovolj, da daš kot najbolj zmoreš in znaš, to je absolutno dovolj, res je dovolj. Konec koncev, kaj bojo pa pol oni od sebe pričakovali, če bomo mi tako perfektni, ne? A veš, težko je živeti s perfektnimi ljudmi. Svetniki, Ker ti spopolni. imaš, ja, težko je, ker te ves čas opozarjajo, koliko ti tebi še manjka, koliko enih karm. Ne, otroci so učitelji, no, in moram reči, da najtežje je bilo iti spet v šolo, no, če poenostavim, ne. Ker tako, bom v šolo, zdaj pa poglej, kaj je res, pa kaj ni res. Ja. Maruša, kako je biti mama pri 50-ih? Veš, kaj je fajn, ne? Ja, nimaš tako dobrih živcev, mogoče kot kakšna pri 30. Imaš pa mogoče več modrosti ali pa spretnosti ali pa... Pa predvsem imaš mogoče malo manj ambicije ali pa kaj. Jaz sem bila vesela, ko sem lahko to začela početi. A veš, če bi pri 30 bi morala vprašati se, a grem nekaj snemati ali greva v živalski vrt vsak dan ob 3 po vrtcu, bi verjetno bila odločitev kar težka. Pa čutila, ja, občutimo se lahko prikrajšane, ne? Ja, Tako- jaz tako sem pa imela, ne, jaz imam ne. občutek, da živim zdaj, ko si to lahko privoščim. No. Je pa res, da če bi bila mlajša, bi pa pravim, mogoče imela boljše živce, ali pa jaz sem pri 30 še šivati se mi je dal, pa a veš, bi jo pa celo oblekla v svoje kreacije, ali pa Bog ve, kaj bi takrat znala. Ampak sigurno bi imela veliko manj časa za njo, kot ga imam zdaj. Ker zdaj vem, da so stvari, ki so važne, pa stvari, ki niso tako važne. Takrat se mi pa zdelo na smrt Ja, važno. ja, vse je bilo Nikoli ne reci zelo, ne. zelo pomembno. Ne? Nikoli ne reci ne, ker to je priložnost, zdaj nikoli. Kaj pa si bo kdo drug mislil, kakšen boš pa naredil vtis. Ne, bav, sami bav. Zdaj vem, kje so baobavi. Baobavi so samo v nas. Sami sebi si lahko delamo pekel ali pa nebesa. Ne? In če pa te kdo drug ne mara, pa moraš počasi priznati, da je to njegov problem. Ne? Dej mi povej, Maruša, za konec samo še to. Kaj ti je Aju prinesla v življenje? In zelo verjamem, da ko bo ona pač dozorela, se bo Maruša nazaj razcvetela v neke gledališko-filmske projekte, karkoli že to bo. Boš verjetno temu mnogo več pozornosti namenila, kot jo zdaj, ne? Ampak zdaj, ko si za Ju, se ne čutiš prikrajšana, da tega ne počneš, ne? Ja, kakšnih stvari, no, mislim, jaz zelo rada delam. Ampak
Ne sprejmem več kot poraz, če me kdo ne povabi. Recimo. No, kaj ti je Aju prinesla v življenje v tem smislu, kaj ti je, seveda ti je spremenilo vse, ampak kaj je tisto, kar je res ti oplemenitelj, razširil, poglobil? Ne vem, če se bo lepo slišal, mogoče spračakovala kaj drugega, ampak prinesla mi je to, da sem začela bolj nase paziti. Ker zdaj je nekdo, ki me rabi. Ne? In jaz sem že prej bila malo frik, priznajmo si, pa tekla, pa mali maraton, pa joga, pa zdrava hrana. Ampak strašno sem se trošila. Zame vzeti si dan prost je bil greh. Ne? V bistvu sem tak čuden deloholik bila, nikoli s sabo zadovoljna. In ona mi je prinesla en mir, v smislu, miru mi ni prinesla, čudno se sliši, ampak v meni je mir, da ima moje življenje smisel, pa da ima moje zdravje, da imam veliko odgovornost do svojega zdravja. In Ja, seveda, razumem in da se moram čuvati, da ne če ti smem nisi pregoreti. dobro, potem je otrok ogrožen. Ne? Ja. Ne? In da moram živeti in biti zdrava še vsaj 15 let, ker me bo še rabila. In ker sem edini starš, to pomeni, da včasih rečeš, pet na kavč, ker telo kriči po tem, pet na kavč. Kot prvo imaš celo popoldne še za otroka, z otrokom za preživeti, ne, in to aktivno, kvalitetno preživeti in še predstavo ima zvečer. Nehaj se štrapacirati, ne vem kaj, jaz sem pač odrasla na Gorenjskem in na Gorenjskem si prvoščati pol ure delati nič. Ne, saj zanj sem Miho Šalekar je poslušala z velikim užitkom. Ja. Ne, Slovenci smo tako radi pridni. Ta pridnost je peklenska, je povzročitelj mnogih bolezni in mnogih preranih smrti in mnogih razpadlih družin. Tako da to mi je prinesla, poleg tega ona hedonistka, jaz nisem. Ona je uživačica, ona rada dobro je, ona rada dobro veliko spi. Ona stvari res z veliko žlico uživa in ne bo nič manjš, ko bo odraščala. Vidim jo zdaj, vidim jo. Ne? In me uči tega, da je treba uživati. No? A veš, to je ogromno. Ne? Tega me noben fant prej ni naučil, niti mož. To me je pač ta ena punca, ki je tam v enem, vse veš, kakšen je Katmandu, da ne rečem grdga, v tistem zrasla skupaj pa prišla. No, ta je lepa misel tudi za kogarkoli drugega, ki ne samo za te relacije starša otroka, ampak za mnogotere relacije, da bodimo bolj blagi s sabo. Ja, če sem jaz dobro, ali pa maksimalno, kot sem jaz dobro, toliko lahko tudi dam. Komorkoli pač, ali otroku, bližnjim, komorkoli. Če jaz nisem dobro, nimam kaj dati. Se pravi, je nekje naloga, prva vsakega od nas, da je res okej, in fizično in psihično, da je pač v najboljših možnih izdajah, kakor je lahko, ne da je to pritisk, da je to enostavno tisto, kako bi rekla, naravna danost naša, da smo dobro, ker potem lahko tudi vsem bližnjim dajemo. Ne? In verjetno, ko si pa mati, sploh samohranilka, je pa to še toliko bolj pomembno, ker je otrok, ker si za otroka edini varen steber in pristan in moraš biti fit. Ne? Ja. Maruša, hvala za ta res zanimiv pogovor. Hvala za vabilo. Srčno upam in vama želim, obema in Aju in tebi, da še naprej razvijata to res izjemno zanimivo sožitje, ki ga imata, da bo Aju se razcvetela v eno izjemno prijetno, radoživo, zanimivo Slovenko. Je Slovenka, ona je Slovenka že Seveda. Drugega leta, 2. avgusta. Mi dve veliko stvari praznujeva, baba rojstni dan.
Pa imava dan, ko smo se prvič srečali, to je bilo 7.6., pa imava dan posvojitve, pa še njeno Slovenko praznujeva. Zmer je prilika za kakšno tortico, sladoled. Skratka, srečno obema. Hvala.